Pozdravljeni. Danes so zopet na vrsti vaše pobude ter vprašanja. Nekoga zanima, zakaj v sezoni 2026 je tako pomembna končna hitrost in ne oprijem. In zakaj, na primer, pri Ferrariju ne naredijo razlike v onem tehničnem delu, če so že v onih hitrih, a rahlo počasnejši. Na to in še marsikatero drugo zanimivo podvprašanje bom skušal dati odgovor, kot ponavadi, v naslednjih minutah. Danes vam bom skušal na, upam, da enostaven in jasen način prikazati, zakaj je tako pomembno imeti visoke končne hitrosti v sodobni Formuli 1 in ni tako pomembno imeti obilico oprijema. Verjetno nekaj, kar je mnogim izmed vas samo po sebi umevno, ampak danes si bomo ogledali tudi malce številke, a verjetno kdo vseh podrobnosti tudi ne ve in mu bo zanimivo spoznati tudi odgovor z te malce bolj, recimo temu, matematične strani. Vzeli bomo podatke iz kvalifikacij za veliko nagrado Japonske. Namreč proga v Suzuki ima tako tehnične kot tudi one hitre dele in kjer bomo lahko bolj jasno videli razlike. Treba je poudariti, da v sezoni 2026 so bolidi počasnejši od onega, kar smo videli v sezoni 2025 in upam, da je to jasno. V lanskem letu so bili na koncu razvojnega cikla in na tistemu maksimumu, ki so ga lahko dosegli. Sedaj smo komaj na začetku. Ampak ogledali si bomo tiste absolutne vrednosti, ki nam jih daje FIA. Namreč, ukolikor spremljate te podatke in vidite uradne dokumente, se morate zavedati, da sektorski časi in najvišje končne hitrosti niso tiste, ki se vzamejo iz najhitrejšega kroga. Temveč so tisti najboljši dosežki, ki ni nujno, da so z enega in istega kroga ali pa iz prvega, drugega ali tretjega dela kvalifikacij. Tako da, če malce povzamemo, v sezoni 2025 je bil v prvem sektorju proge v Suzuki na kvalifikacijah najboljši Lando Norris. Porabil je 30 sekund in 358 tisočink. V drugem delu je bil najboljši Piastri, ki je porabil 39 sekund in 197 tisočink. V tretjem delu oziroma tretjem sektorju je bil prav tako najboljši Piastri s časom 17 sekund in 205 tisočink. In priznam vam, da te številke nam sedaj ne povedo absolutno nič. Zato si je treba vzeti rezultate iz letošnjih kvalifikacij in jih primerjati. Namreč v sezoni 2026 je prvi sektor proge v Suzuki Charles Leclerc odpeljal v 31 sekundah in 655 tisočinkah. In če mi je dovoljeno malce zaokrožiti, to pomeni sekundo in 3 desetinke slabši čas. V drugem sektorju oziroma drugem delu proge je bil najboljši Andrea Kimi Antonelli. 39 sekund in 395 tisočink. Približno zaokroženo 2 desetinki slabši čas. V tretjem delu ne smemo pozabiti, da je Antonelli odvozil
tisti sektor v 17 sekundah in 464 tisočinkah. In zopet bi lahko zadevo zaokrožili na dobri 2/10 slabši čas. In kaj lahko iz tega sklepamo? Da večina zaostanka med lansko in letošnjo sezono izvira iz prvega sektorja. Drugi sektor, ki je po času najdaljši, prispeva relativno gledano najmanj v zaostanku. V tretjem je pa prisoten tisti pojav, kot bomo videli v nadaljevanju, ki gre mnogim izmed nas pošteno na živce. A govorili smo zdaj o sektorskih časih. Vprašanje se pa dotika končnih hitrosti. Končne hitrosti se merijo na štartno-ciljni črti, na koncu prvega, drugega sektorja in seveda tako imenovanem speed trapu. In zopet smo tu, kjer bi lahko dejali, da na prvi pogled ogromnih razlik med lansko in letošnjo sezono ni. Leta 2025 je imel najvišjo izmerjeno hitrost na tistem speed trapu Jack Doohan. 299,4 km/h. Na ciljni črti je bil najboljši Albon z 275 km/h in 2 desetinkama. Na koncu prvega sektorja je bil najboljši Charles Leclerc, 289,7 km/h in na koncu drugega sektorja Russell, ta je dosegel 306 km/h. In seveda zopet suhoparni podatki, ampak zapomnite si končno hitrost, ki jo je dosegel George Russell. Ta je bistvena. Namreč, če pogledamo, kaj se je zgodilo letos, bomo ugotovili, da na tako imenovanem speed trapu je Carlos Sainz mlajši dosegel 291,4 km/h ali 8 km/h manj kot lani. In tudi to je podatek, ki si ga velja zapomniti. Na ciljni črti Hadjar 273,5 km/h ali približno 2 km/h manj kot lani. Na koncu prvega sektorja je Charles Leclerc ponovno imel hitrost 284,2 km/h. In zopet smo tam v tistem, kar bi lahko imenovali sprejemljivo, 5 km/h manj. Kaj pa na koncu drugega sektorja? Tu je treba povedati, da je bil letos Arvid Lindblad najhitrejši. 338,4 km/h ali zaokroženo 32,5 km/h hitrejši kot lani, vsaj kar se tiče končne hitrosti. Ampak da ne boste tu malce čudno gledali, tudi vsi ostali so bili najmanj 20 km/h hitrejši od onega, kar smo videli lani. In tu seveda velja prvi razmislek. Govorili smo, da je bil drugi sektor po času tisti, kjer so letos izgubili najmanj v primerjavi z lani. In prav na koncu drugega sektorja smo videli, da so imeli bistveno višje končne hitrosti. Ugotovili smo, da na tako imenovanem speed trapu je bil kar velik padec, ampak speed trap, če pogledamo skico proge, je v tretjem sektorju in pravzaprav tam, kjer se pričenja clipping. Seveda razlika na ciljni črti ni tako bistvena in jasno nam je, kako je prvi sektor tisti tehnični, kjer je potrebno imeti oprijem in kjer tudi nismo videli kakšnega poraznega padca, kar se tiče končnih hitrosti.
Torej, čas v sezoni 2026 se je zgradil v drugem sektorju, tam, kjer je potrebno imeti visoko končno hitrost. Iz teh številk upam, da smo dobili, če ne drugega, nek občutek. Ampak verjamem, da mnogih to še ni prepričalo. Zato je najbolje pogledati to tabelo, kjer imamo najboljše čase, tiste, ki so bili na koncu pravi za štartni razpored, in seveda sektorsko razdelane, ter tudi končne hitrosti iz tistega določenega kroga. In tu je treba poudariti, kar je marsikaterega navdušenca, predvsem pa navijača Scuderie Ferrarija motilo. Ferrari ima ogromno oprijema, zato je v tehnično zahtevnih delih najboljši. In to se vidi iz prvega sektorja. Če smo govorili, da je Charles Leclerc v tistih absolutnih merilih imel najboljši čas po podatkih FIA, je tudi tu izjemno zgoraj, ampak je malce boljši njegov moštveni kolega Lewis Hamilton. Govorimo o času 31 sekund in 762 tisočink za Britanca, 31 sekund in 778 tisočink za Monačana, ampak zadeva je jasna. Ferrarija v prvem sektorju sta bila najboljša. Andrea Kimi Antonelli, tisti, ki je dosegel najboljši čas na krog, je bil približno za desetinko počasnejši. 31 sekund in 855 tisočink. Razlika v končni hitrosti 4 km/h na račun Ferrarija. In tu bi mnogi dejali, da so pri Scuderii Ferrari imeli prav, saj so bili boljši. Ampak zapomnimo si, da na progi v Suzuki je ključnega pomena drugi sektor, tisti, kjer se je zgubilo najmanj v primerjavi z lani, tam, kjer je potrebno imeti visoko končno hitrost. In tu je srž problema. Namreč Andrea Kimi Antonelli v drugem sektorju je postavil čas 39 sekund in 439 tisočink. Približno 500 slabši čas od onega absolutnega, ampak še zmeraj 50 zaokroženo boljši od onega, ki ga je napravil Leclerc z 39 sekundami in 855 tisočinkami. In tu ne smemo pozabiti, da v tretjem sektorju, onim, ker je prisotno ogromno klipinga, je bil tudi Andrea Kimi Antonelli izjemno hiter. 17 sekund in 484 tisočink v primerjavi z 17 sekundami in 670 tisočinkami Leclerca, kar je ponovno 0,2 razlike. In sedaj upam, da je razvidno, kje je nastala razlika. V drugem sektorju, tam, kjer je pomembno imeti visoko končno hitrost. Seveda, prednost iz prvega sektorja je očitna, ampak je premajhna, da bi v celotnem krogu prinesla določeno prednost. Zakaj ima Ferrari v bistvu probleme prav pri končni hitrosti? Ker ima visoko stopnjo oprijema, ker je oblika tista, ki po svoje pomaga pri ovinkastem delu proge, ampak generira ogromno zračnega upora. Mnogi verjetno polagajo upe na tisti zadnji aerodinamični stabilizator, tako imenovano Macareno. Ta naj bi po obljubah nekje pomagala dvigniti končno hitrost lahko tudi za 5 km/h, kar bi v teoriji lahko tudi rešilo ta problem. Ampak vprašanje je,
če deluje pri Ferrariju, zakaj ne bi delovalo tudi pri Mercedesu in bi bili dokaj hitro spet na istem. Ampak prvič upam, da smo razumeli, da sedanja generacija bolidov Formule 1 gradi čas na krog v tistih delih, kjer je potrebno imeti visoko končno hitrost. In če imamo bolid, ki je v konceptu napravljen zato, da bo imel ogromno oprijema, zagotovo trpi, kajti v tehničnem delu ne dobi tiste prednosti, ki jo drugi imajo na hitri. Tudi na progi, kot je na primer Monako, imamo štartno ciljno ravnino, imamo borivaš, tisti vzpon do opere in kazinoja, ter imamo ravnino v tunelu. Torej, 3 dele proge, kjer bi lahko marsikatera prednost, ki jo daje oprijem, izginila, bila izničena in ni nujno, da bi visoki oprijem nudil kakšno prednost. A do velike nagrade Monaka je še daleč in ekipe bodo bolide razvijale. Toliko o tem vprašanju, kjer upam, da sem dal nek zadosten odgovor, ampak hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Thank you.